Vladimir Leben je nesporno slikar, ki prakticira slikarstvo v tistem žlahtnem pomenu oznake, torej tako, kot so slikali nekdaj, čeprav je njegov slog in njegova ikonografija izrazito sodobna, bi lahko rekli na nek način postmoderna oziroma vključena v sodobne predstave o tem, kaj naj bi slika bila. Po svoje imajo njegove podobe določen celo nadrealističen pridih, kajti to, kar upodablja, niso portreti predmetov, stvari, ljudi in živali, ampak so umetnikove interpretacije teh modelov, ki imajo sicer vzor v naravi, vendar jih umetnik na svojski način predela tako, da postanejo avtonomne vizualne entitete. Seveda takoj, ko imamo opravka s posameznimi predmeti, zlasti pa z živalmi, dobimo spontano asociacijo na simbolne pomene teh predmetov in teh živali v zgodovini kulture in civilizacije posameznega okolja. Kajti znano je, da so posamezni simboli v različnih kulturah različno interpretirani, da so ravno tako različno interpretirane barve in njihovi pomeni, da so lahko ti pomeni lahko celo diametralno nasprotni. No, med živalmi, ki jih Vladimir Leben pogosto upodablja, so zlasti psi in pa medvedi. Pri medvedih je veliko bolj sproščen, igriv, duhovit, včasih ironičen, zlasti v tistih prizorih, kjer se medvedi vključujejo v lovske zgodbe, v prigode povezane z lovom, vendar z drugo vizijo lova, ne, s tisto ustaljeno, ko da je lovec pač nekdo, ki živali preganja, jih ubija in tu je v bistvu lovec pravzaprav v enakopravnem odnosu z živaljo ali pa celo živali podrejen. Kajti kot vsak človek je tudi lovec lahko šibak, medtem ko je žival vedno to, kar je, se ne pretvarja. Drug pogost motiv so psi, ki so spet upodobljeni na način, ki je mogoče malo nekonvencionalen, se pravi, da imajo določene atribute, ki jih v vsakdanjem pasjem življenju ni in prav na ta način prestopajo iz realnosti kot take v realno sliko. Seveda psi so tudi po svojem simbolnem pomenu izredno močna prispodoba, so simboli zvestobe, so pa tudi hkrati simboli noči, simboli nečesa skrivnostnega, nečesa, kar je včasih človeku težko dojemljivo in kot taki seveda v svojem pojavljanju, v svojem bivanju in nehanju pravzaprav skozi vzpostavljajo odnos s človekom. Lebnova barvna skala je v glavnem topla, prevladujejo rjavkasti, oker, rumenkasti odtenki. Na ta način začutimo tudi ene posebne vrste bližino med upodobljevalcem, se pravi umetnikom, slikarjem in upodobljenim. Razen v najnovejših slikah, kjer so pa njegove barve bolj kontrastne, ko je pravzaprav gradil v barvnem smislu na toplo-hladnem kontrastu med hladnimi modrinami in toplo opečnato oranžno barvo, ki je potem dal še poseben akcent z intervencijo beline. Tako na ta način tudi skozi barvo polarizira različna občutja, različna dojemanja realnosti in seveda razpira ves ta razpon simboličnih pomenjenj,
ki se v umetniško delo zelo pogosto vpletejo nezavedno. Ne izhaja umetnik tako, kot so recimo v srednjem veku, renesansi in baroku, ko so namenoma upodabljali določene predmete ali določene situacije, določene živali, da poudarijo njihovo simbolno vlogo v celotni kompoziciji, v celotni podobi, ampak to, kar delajo umetniki v modernem in postmodernem času, se prikrade v njihova dela kot podzavestna spodbuda oziroma kot arhetip, ki bolj kot na zunanjost spominja na duševni, psihični svet in realnost, ki je za videnim, za tem, kar neposredno zaznamo in prepoznamo kot v bistvu identifikacijo, kot nekaj, kar je znano, in vse, kar je znano, pa hkrati nosi v sebi tudi veliko mero neznanega. Vladimir Leben redko kdaj, in to v zelo majhnih količinah, riše na papir, drugače pa za risbo, za razvijanje svoje ideje in svoje kompozicij uporablja računalniški zaslon. Pri tem velja spomniti, da se veliko ukvarja tudi z animacijo, kjer je risba zelo pomembna, ampak animacija seveda zdaj v času razvitih tehnologij ni več neštetokrat ponovljena risba, ki potem postane gibljiva slika, se pravi kot animirani film, ampak se to dogaja vse v virtualni resničnosti računalniškega ekrana. Slikarstvo, ki se je zelo razvilo, zlasti v zadnjih 2 desetletjih, se večinoma ne ukvarja z preslikavanjem, z upodabljanjem predmetne, pojavne resničnosti, ampak izhaja iz že mediatizirane resničnosti. Tako da so pogosti motivi sodobnega slikarstva figuralnega tipa, so recimo že obstoječe vizualije, pa naj bodo to fotografije, naj bo to film, naj bodo to televizijske zgodbe, prigode, nadaljevanke ali karkoli, ki jih potem slikarji na svoj način interpretirajo, vendar tako, da dajo vedeti, da slikarsko preigravajo tiste registre, ki jih pa v gibljivi sliki, kot recimo filmska ali videoslika, ni, ampak jih fiksirajo kot trenutek, kot kader, ki je kot izrez iz nekega v času trajajočega posnetka. Drug vidik, ki je nemalokrat navdih slikarjem, pa so pravzaprav zgodbe in anekdote, ki jih včasih tudi vizualno preko recimo fotografije v tisku, v revijah ali časopisih, ali pa samo z opisi, kaj se je zgodilo, posredujejo mediji, in te zgodbe so lahko navdih za potem novo interpretacijo oziroma za povezavo v kontekste, ki so pa izmišljeni konteksti, ki s tistim samim dogodkom, razen tega, da jih je dogodek pobudil, nimajo neposredne zveze. Skratka, gre za svojevrsten način vzpostavljanja avtonomije slikarskega dela oziroma slikarske podobe.